Tukaj smo, da vam predstavimo septembrsko mladinsko oddajo, ki mesečno ustvarjajo i vest prostovoljke da ZMP Luksus produkcije. Informirajte se o dogajanju v Krškem in okolici. Skozi perspektivo mladih filmarjev z vsega sveta. Uživajte! Svoje prve vtise o Krškem je v naslednjem videu povedala naša nova prostovoljka Polina, ki prihaja iz Francije. O prihodu v Krško je priveval močan občutek dežavuja. Krško. Krško. Tout l'exotisme de la ville réside dans sa prononciation. Pour le reste, sans façon. Juste des contrefaçons du même béton, sans action ni passion. Tous dans un pavillon. Tous dans un pavillon. Tous dans un pavillon. À l'est ou à l'ouest, on déplace des modèles de villes fonctionnelles, shopping, parking, turbin aérien. Il n'y a plus qu'à s'y faire, comme 20 ans en arrière, dans la banlieue de ma mère. Tekom delavnice Video naravi sta spoznali tudi Petro in Janeza iz okolice Sevnice, ki vodita krasno kmetijo Veles usmerjeno v trajnostno kmetovanje. Povedala sta nam nekaj o svojem vsakodnevnem življenju. Moje ime je Petra, živim na kmetiji Veles, kjer se je zgodba začela že kar nekaj let nazaj. Predvsem iz enega razloga, da bi si kot s partnerjem oskrbovala za družino hrano. Tako je tudi bil prva ideja in nastal je en vrt, ampak kar naenkrat je bilo preveč vrta, pa premalo pridnih rok. In kmetija se je dan za dnem začela odpirati za ljudi, za prostovoljce, ki so si želeli spoznati nek trajnostni način življenja, permakulturni način življenja. Aj, Petka, bravo! Kmetija je leto za letom pridobivala nove elemente, ki so izhajali iz potreb. Iz potreb ljudi, iz potreb prostora, iz potreb okolja. Za gradnjo hiš iz naravnih materialov sem bil pahnjen čisto slučajno. In sicer, ko sva se s partnerko Petro odločila, da kupiva kmetijo, sva vedela, da nas čaka neka podrtija in slej ko prej bo treba zgraditi bivališča za družino. Tako sva začela obiskovati delavnice. To pridobljeno znanja, ker sem ga pridobil drugod na terenu, sem potem sprobal še enkrat doma na testnem objektu, ki ga vidite tukaj za nami. In to sem pač sprobal vse tiste meje, ki je pač še možno naravne materiale uporabljati, ki je tista meja, ki je limit. Vodac je dobil, da ga pa lahko spusti. To je naš produkt,
Ilovica v prahu. Smo eni prvih v Sloveniji, ki smo se začeli pripravljati ilovnati prah. Kmetija Veles je permakulturni poligon, kjer ima organizacija Zavod Veles sedež. Bistvo delovanja na kmetiji in znotraj te organizacije je celovitost in povezanost elementov. Vodo pridobivamo z deževnico, iz strehe, hranjujemo, gre po žlebu navzdol in pride do cistern, do 3 cistern, kjer je rezervoar naše vode. Te vode gre potem kasneje, jo prečrpamo na zgornji del terase. Vroči kompost smo naredili tako, da smo v njega spiralno postavili alkaten cev, po kateri se pretaka voda. Ko teče voda skozi cev in ter skozi kompost, se potem segreva. To pa mi vzporedno uporabljamo pri tuširanju ter pomivanju posode ter tudi umivanju rok ter zobi. To vodo potem tudi strežemo ter zalivamo rastlinjak. Pozimi pa bomo s tem vročim kompostom segrevali tudi rastlinjak. Na kmetiji uporabljamo tudi kompostno stranišče. To je malo drugačne stranišče, kot smo ga vajeni, in sicer suho stranišče. Posebej zbiramo blato ter urin. Za posip pa uporabljamo žaganje, ki je obogateno z bokašijem. Ta kompost ne uporabljamo na vrtovih ter njivah. Uporabljamo ga izključno za sajenje ter dognojevanje sadnega drevja. Pomahi! Danes sem pomagal pri prešanju jabolčnega soka, pa jabolčni kis smo delali. Kmetija Veles mi je zelo všeč, zato ker je permakulturna kmetija, ker se da veliko stvari tukaj videti, pa zato ker tukaj živijo super ljudje in rad pridem v njihovo družbo. Tako lahko rečem, da danes doživljam kmetijo kot socialno kmetijo, ki ima odprta vrata za različne projekte. Ampak v ospredju je vedno bila samooskrba. Čim večja zmožnost pridelava hrane, s katero pridobimo ljudje ne samo nekaj ekonomičnega, ampak tudi globje vrednosti. Hvala vama. Okay, it's wrapped and cut. Wow. It was the last shot of the film. Thank you so much. To poletje je bilo polno čarobnih avantur. Včasih pa nam je kar zaledenela kri v žilah. Uživajte v napovedniku, ki sledi. Če pa si želite ogledati vse filme, so dostopni na našem YouTube kanalu. Dobar dan, gospod. Lahko vprašam, mi smo izgubili telefon. Nekakšen zemljevid. Res? Kaj to? Koga briga, beživa! Spusti!
Wow, kakšne barve. Ja, Kje smo? Ne vem. Kaj ste naredili? Ne vem. Vama je nastanitev všeč? To dobite, ker se norčujete iz mene. Zdaj je to moja igra in na voljo imate samo eno možnost. Samo eden lahko odide živ iz te sobe. Nekje v sobi sem vam pustil pištolo. Če vama ne uspe v 10 minutah, bosta oba umrla v plinu. Si zmešan? Kaj bi ubila drug drugega? Si zmešan? Prijatelja sva, žal si meni. Prosim, še lahko oba popeljala. Žal mi je, ampak moram. Niti treba. Kaj? Ne, prosim. Ne, prosim. Naredil sem to, kar si hotel. Spusti me ven! Obljubi se, spusti me ven! Naredil sem to, kar si rekel. Spusti me ven! Spusti me ven! Spusti me ven! Zakaj? Spusti me ven! Spusti me ven! Spusti me ven! Še posebej je fajn, ker je noč čarovnica. Ja, jaz tako obožujem na čarovnici, to je ful dobro. Glej, škatla. Odprivajo. Ne, kaj s tabor? Če pa piše ne odpiraj. Dajva jo odpret. Ne! Zakaj ne? Če pa piše ne odpiraj. Koga briga to? Pusti! Pusti me ti! Pusti to! Pa dej pusti me, da jo odprem! Ne, ne odpiraj je! A me lahko prosim pustiš, da jo odprem? Ne, pusti! Kaj je to? Koga briga, beživa! Pridi sem dol! Kaj se ste na to škatlo? Nisem vedela, da se bo to zgodilo. Nič ne slišim.
To je imeniti tepanja. Sedenja. Se vidimo v naslednji mladinski oddaji.